Dobrodošli nazaj v našo družbo in z nami je že naša prva gostja Damjana Kocjan. Z njo se bomo pa pogovarjali o prav zanimivih zadevah in to so hiperbarične komore. Ne? In kaj to pravzaprav je in zakaj se pravzaprav gre, nam bo povedala Damjana, ki k nam prihaja iz podjetja HBOT, ali bolj prav HBOT. Zdaj smo v Sloveniji, tako da dajmo govoriti po slovensko. HBOT, ja? HBOT. HBOT-evo. Ki je del mednarodnega podjetja AHA Hyperbarics s sedežem na Dunaju v Avstriji in podružnico v Avstraliji in ZDA. Damjana, če kar začneva, ko nimamo veliko časa in se mi zdi taka zanimiva tema, da to našim gostom predstavimo. To so slovenski produkti, Slovenca sta razvila ta produkt, mož in žena, če se ne motim, Tina in Peter Kokaj. Evo jih, tukaj ste že tudi na kameri. In Damjana, kaj pravzaprav so hiperbarične komore? O čem bomo to danes govorili? Najprej dobro jutro in hvala za povabilo. Hiperbarične kisikove komore, naj povem tako zelo po domače. Hiperbarična kisikova komora je en tak kontroliran prostor, v katerega gremo in v tem prostoru se vzpostavi tlak, ki je drugačen od tlaka okolice. In v tem prostoru tako ležimo, smo lahkotni, kot da bi lebdeli, in običajno je to, v našem primeru govorimo pri AHA komori, govorimo o belem prostoru z okni in dihamo kisik po maski, po taki maski. Se jo bom potem bolj podrobno pokazala, ampak imamo masko na sebi, ne te običajne COVID maske, in dihamo kisik. Pri tem se torej vzpostavi tlak, ki je višji od tlaka okolice in zaradi tega se potem kisik raztaplja v krvno plazmo. Zdaj, te komore so lahko manjše ali večje, v njej je lahko ena oseba, lahko je več oseb. Če je to ena oseba, potem govorimo o enoprostorskih komorah, če je več oseb, govorimo o večprostorskih in to je recimo lahko, ne vem, od 4 do 12 oseb. Od 4 do 12, to pa pol že hiperbarična savna. Ne, savna težko, no. Mislim, tako, se gremo skupaj hiperbariti. Ali kako bi, zakaj se gremo na hiperbarični kisikov tretma. Tako, to me je zanimalo, zakaj se pravzaprav uporabljajo te komore. V bistvu uporabljajo se za različne zadeve, ampak bolj pomembno je vprašanje, zakaj to rabimo. To pa rabimo zato, ker je naš tempo življenja zelo hiter. Vsakdanji life oziroma življenje doma, služba, obremenitve, popoldanske obveznosti, zelo malo se gibljemo, bi lahko rekli. Potem pa recimo zdaj v času lockdownov, ki so se nam zgodili, smo bili še bolj primorani biti doma in gibanje omejeno, prekrvavljenost telesa je slabša, torej kisika nam primanjkuje v telesu in ta stres učinkuje na nas, vpliva na nas. Se vemo, poznamo razne študije, ki dokazujejo, kaj se vse dogaja zaradi stresa, pa tudi premalo gibanja, tudi debelost. Pa ne samo to, dogajajo, vedno bolj pogoste so alergije, vedno bolj pogoste so astme in raziskovalci tudi dokazujejo, da je kisika v zraku vedno manj. Zdaj ga imamo trenutno 21%, včasih ga je bilo celo več, tako da tega je vedno manj. In pri hiperbarični kisikovi terapiji gre za to, da imamo tlak in da imamo kisik. In ta kombinacija učinkuje na naše telo tako, da se kisik raztaplja v krvno plazmo. In kisik telo potrebuje, da funkcionira in na ta način mi dobimo večjo energijo in lažje in boljše funkcioniramo. Tako da pride lahko tudi do 70% hitrejšega okrevanja. To je zelo dobro za okrevanje, za pomoči pri slabem počutju, naprimer. Enostavno več energije imamo, bolj smo prekrvavljeni. Naša kri je bolj oksigenirana. Več kisika je v krvi, da s tem je kri tudi boljša. Lahko tako rečemo, laično. Ampak kako pa to, da v tem ne slišimo tako veliko?
Ne? V bistvu slišimo. Ravno pretekli teden sem gledala neko nadaljevanko o zdravnikih, ki so bili v bolnici, neka nadaljevanka, ki teče že nekaj časa in sem že večkrat opazila hiperbarično kisikovo komoro. No, in zdaj so v hiperbarično komoro dali pacientko, ki je bila okužena s COVID-om. To je bila ena zadeva, druga zadeva je bila pa ta, da so dali v komoro tudi osebo, ki je okrevala po operaciji. Torej, dva taka primera, ki nista običajna za hiperbarično kisikovo komoro, ampak poglejte, hiperbarika se pojavlja že v Hollywoodu. Tako da o tem se morda ne govori toliko, se ne sliši toliko, ampak mislim, da je razširjeno. V bistvu govorimo o tem, o znanosti, ki je prisotna na trgu že več kot 200 let. In morda poznate ali pa ste že slišali za hiperbarično medicino, ko govorimo o potapljačih. Recimo potapljači, ko se grejo potapljati, pride do dekompresijske bolezni. Tako, ja, morajo iti v to komoro. Tako, ali pa recimo zastrupitev z ogljikovim monoksidom. To je tudi neka običajna zadeva, da gremo v komoro. Drugi primeri taki pa so, ki so morda manj znani, ali pa bom rekla tako, tisti, ki ga to zanima, ali pa ima take izkušnje, ali pa tako bolezensko stanje, tisti bo že vedel. Ampak govorimo o fibromialgiji, o avtizmu, o raznih avtoimunih boleznih, multipla skleroza, artritis, lajmska borelioza, ali pa recimo zgolj samo splošno počutje, da se izboljša. Športniki za regeneracijo, za hitrejše okrevanje, prej sem že rekla za okrevanje v operaciji, tako da o tem se vedno bolj govori in vedno več imamo takih primerov. Tudi v Sloveniji recimo je že kar 50 uporabnikov naših naprav. Se pravi, oni imajo svoje hiperbarične komore. Hiperbarične komore. Hiperbarične. Ja, naše. Tako. Prav, v bistvu tehnologija je prisotna že 200 let, tako rekoč se razvija tako. Še vedno naprej. Zdaj pa morda postaja to tudi taka zadeva, da se jo lahko vsak med nami privošči, spozna, občuti. Da je bilo to včasih morda bolj za stroko rezervirano, ker to vseeno je to kar tehnološka naprava. Vsekakor. Pa morda ob tem lahko povem, torej hiperbarična medicina je znanost in naša ideja oziroma ideja mojih direktorjev oziroma lastnikov našega podjetja Tine in Petra Kokelja je bila ta, da to znanost približamo navadnemu človeku. Ona dva sta začela pred več kot 20 leti s potapljanjem. Peter Kokelj je tudi inštruktor, egzaminer oziroma nekdo z najvišjo licenco v potapljanju v Evropi. In takrat sta ona dva začela spoznavati te terapevtske učinke hiperbarične medicine. Recimo na potopih so bili tečajniki, ko so prišli s potopov, so bili tečajniki zelo dobre volje, brez glavobolov ali pa recimo brez bolečin v križu in sta potem začela spoznavati vse te prednosti hiperbarične medicine. No, in do takrat je bilo na trgu, smo lahko šli v neko trdo, veliko, robustno komoro, ki je bila morda na voljo le izbranim, ali pa moral si imeti res neko specifično bolezensko stanje, da si lahko prišel v komoro. No, in naša ideja je bila s pomočjo najbolj napredne tehnologije to omogočiti vsem. Narediti tehnično dostopno, to pomeni tudi, da je komora narejena na tak način, da jo lahko premikamo, da jo imamo lahko doma, da jo imate lahko tudi vi v dnevni sobi, ker je tako lahka, jo lahko prenašamo. Se pravi, zdaj jo imamo v dnevni sobi, potem greva pa poleti v poletno hišico in jo neseva s seboj. Po drugi strani je pa ta komora narejena na tak način, da ustreza vsem medicinskim certifikatom v Evropski uniji. Nas nadzira Evropska unija. Tako da mi zadostujemo vsem certifikatom in delana je komora po medicinski direktivi 93-42 EEC. Se pravi, da se lahko uporablja v bolnicah, da jo lahko uporabljajo za zdravljenja v klinikah. Se pravi, zdravniki jo lahko uporabljajo. Čisto pravi medicinski pripomoček. Po drugi strani jo imate pa lahko doma. Zato, ker je tako enostavna za uporabo. In potem, tukaj s seboj ste prinesli tudi
masko vidim. Ja, nekaj zadev sem prinesla, ja. Se po moje skriva obleka, ne? Rabimo eno posebno obleko za v komoro? Ali... Ja, tako je. Mogoče opišem, kako poteka sam hiperbarični tretma, da si bomo lažje predstavljali. Torej, rekla sem že, da je hiperbarična kisikova komora en prostor, en svetel, velik, lep, bel prostor. To pomeni 250 cm dolžine, pa 85 cm diametra. Tako da, ko se komora napihne, je ogromno prostora. Tako da jaz običajno rečem našim strankam, da lahko tu telovadijo, ampak ne telovadi, dajte raje počivati, pa brati kakšno knjigo ali pa časopisne revijo lahko berejo, recimo. In v tej komori vi ležite na udobni vzmetnici z vzglavnikom, z mehkim vzglavnikom. In oblečeni ste v lahka bombažna oblačila. Zakaj so pomembna oblačila? Da morajo tudi ona dihati, oblačila morajo tudi dihati. A zato? Ne. A smo v ganju? Ne, žal ne. Oblačila so zato, to je kot neke vrste kimono, narejeno iz posebnega čistega bombaža. Tudi sama nit je iz bombaža. Zakaj? Zato, ker naša obleka je iz elastana, je iz sintetike, nikoli ne vemo, s čem lahko pridemo noter v komoro, ampak ne gre samo za čistočo, gre tudi za to, da mi dihamo čisti kisik in kisik je plin. Torej, ležimo v zraku, vendar dihamo po maski čisti kisik. To je taka maskica. Recimo, ko greste zdravniku in greste na kisikov tretma, vam dajo takole masko. Ta maska se napolni z balončkom. Tukaj je kisik. To je posebna kisikova maska. Zakaj posebna? Zato, ker ogromno raznih variant obstaja na trgu in to imamo takole gor. Čez obraz si udobno namestimo. In lahko dihamo. Dihamo pa iz tega ven. Se pravi, tukaj je kisik, tale balonček je poseben, proizvajalci to posebej za nas delajo, to je 2-litrski balonček in takega na trgu ni, napolnjeno s kisikom. Jaz vdihnem, izdihan zrak gre pa ven. Se pravi, jaz ne diham sama svojega kisika. Tako. Na trgu pa obstajajo mogoče tudi kakšne nosne kanule, pa tam je potrebno paziti, zato ker je izkoristek kisika lahko tam okrog 30 do 33%. V glavnem, ko imamo hiperbarično terapijo, nas sprejme hiperbarični operater. Hiperbarični operater vas seznani s komoro, vam razkaže in tekom samega tretmaja skrbi za vas, da vam je udobno, da vam je prijetno. Najprej vam pove, tole je hiperbarična komora, no, tole sta 2 kisikova koncentratorja. Kisikovi koncentratorji so potrebni zato, da ustvarjamo kisik. Ustvarimo do 20 litrov kisika iz okoliškega zraka. To je neka posebna tehnologija, ki se reče PSA in to je tudi plod našega znanja in razvoja. Tako da vse smo naredili sami. Kompresor pa potem napihne komoro, pa skrbi za ventilacijo. No, in še več o tretmaju in samih hiperbaričnih komorah bova pa spregovorila takoj po oglasih, tako da ostanite z nami, da boste dodobra spoznali to zanimivo temo, kaj hiperbarične komore so in kako lahko vi pridete do vaše ali hiperbaričnega tretmaja. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Z Damjano Kocijanc se pogovarjamo o hiperbaričnih komorah podjetja AHA Hyperbarics. Hiperbarične komore izdelane tukaj v Sloveniji. HBOT drugače izdeluje to. Ne, AHA Hyperbarics izdeluje. AHA Hyperbarics izdeluje? Podjetje AHA Hyperbarics je avstrijsko podjetje s sedežem na Dunaju. Svoje podjetje imamo pa tudi v Ameriki, oziroma v Združenih državah Amerike in Avstraliji, ter v Sloveniji. Tako da Slovenija je del mednarodnega konglomerata. Hiperbaričnih komor. Tako je. No, in zdaj si lahko že vsak, tako rekoč, privošči, občuti hiperbarično tretma ali terapija, bolj pravi izraz. Terapija je, ko govorimo o terapiji, se pravi nek proces, ki traja, da se zdravimo, tretma je pa
enkraten obisk, naprimer, tako bi rekla. In naprimer, če jaz pridem do vas, da bi sprobal hiperbarično komoro, me lahko sprejmete vi, Damjana, ki ste tudi hiperbarična operaterka. Tudi sem. Se pravi, v podjetju delam kot vodja odnosov z javnosti, vendar sem tudi hiperbarična operaterka in sem se izučila za operaterko na naši izobraževalni akademiji. Ampak v zadnjem času je časa vedno manj, no, in sem prevzela bolj nadzorno, kontrolno funkcijo naših hiperbaričnih operaterjev iz celega sveta, tako da mi vsi poročajo iz cele Evrope ali Avstralije ali Amerike, povsod, kjer so naše komore oziroma naši centri, naše klinike. Tako da v bistvu bolj nadzorujem njihovo delo in name se hiperbarični operaterji obračajo z raznimi vprašanji ali pa izvajamo post-marketing surveillance. Tako recimo vem, kaj se dogaja, ne, na klinikah. Recimo en primer, ravno pretekli teden so mi povedali, gospa z lajmsko boreliozo je bila na kliniki, mislim, da na Danskem. Mlajša gospa z 2 majhnima otrokoma, in lajmska borelioza je nekaj takega, kar te popolnoma sesuje. Gospa je bila doma, ni bila zmožna hoditi v službo, ne funkcionirati, ne. In po 6 mesecih se je z uporabo hiperbarične komore vrnila nazaj na delo. Tako da si ne znate predstavljati po vsej tisti utrujenosti, ko ti antibiotiki ne primajo, ko nič drugega ne pomaga in ti greš lahko po 6 mesecih nazaj na službo in normalno funkcioniraš. Ampak to pomeni, da mora ona še naprej uporabljati komoro. Ali pa recimo primer enega gospoda iz Luksemburga, se je padel z motorjem in malo se gremo uživati, ne? In je padel in se počutil, kot bi bil pretepen. Modrice, odrgnine, ni da ni, a ne. Podplutbe, ja. Ja, in z klinike so mi poročali, da en tretma in da je gospod rekel, da je modrica se zmanjšala. Se pravi, če je bila prej taka, je bila zdaj taka. Se pravi, po enem tretmaju to je bilo za njega čudež. Ali pa še en primer, recimo iz mislim, da je bilo v Nemčiji ali pa v Švici, gospod, poslovnež, srednjih let, polno zaposlen, covid situacija, še bolj smo bili obremenjeni oziroma smo še vedno, a ne. In ko pride do take situacije, da ti bolezen ne dovoljuje, da spiš, se pravi, da ti ne spiš 3 mesece, to je grozno. Mislim, telo se ne more regenerirati, mi rabimo spanec, a ne. In ko probaš vse živo, pa rečeš ne, jaz pač nočem iti na operativni poseg, želim si poskusiti še nekaj drugega. No, in na kliniki so tega gospoda, ker se je sesul, blokade niso pomagale, on se je sesul križ, noge, nič ni več funkcioniralo od vsega tega. Na kliniki so ga obravnavali prednostno, 2 terapiji oziroma 2 tretmaja v soboto, 2 tretmaja v nedeljo, v ponedeljek je rekel, jaz sem pa spal. A veste, da sem jaz spal? No, in pri njemu, to je bilo tudi za njega velik čudež, 5-krat na teden tretmaji, potem je prešel na 3-krat tedensko, potem smo prešli na 2-krat tedensko, zdaj pa hodi 1-krat tedensko in to se nadaljuje. Tako da v bistvu hiperbarična komora ti postane nek življenjski stil. Ne? No, ampak jaz sem začela kot hiperbarična operaterka. Pa rečemo, da vas pripeljemo komoro. Ja, tako da jaz pridem, ne, rečem dober dan, pozdravljeni Damjana, ne, kako me zdaj spravite not? A je sploh dovolj velika zame, ker ima malo več? Si so že prej rekla, da je 2 metra pa pol. Da je zelo velika. 2 metra pa pol, tako da tudi Luko Dončića spravimo noter. Ali pa recimo wrestlerje Diamond Dallas Page, mogoče se ga nekateri gledalci še spomnijo iz starih časov, a ne? Zelo znan wrestler, tudi on je malo večji, tudi on gre. Predvsem čez ramena, ne, tudi širok. Ja, čez roke tudi, ja. Glavno, vsekakor, a ne. Ko da pridem, se verjetno preoblečemo eno tako... Ne, najprej vas jaz sprejmem, se lepo pogovoriva, ker zelo pomemben je ta prvi vtis, ta prvi odnos, ker vi morate vedeti, zakaj gre. Predstaviti vam je treba komoro, predstaviti vam je treba aparate in celoten postopek, celoten proces, kako poteka sama terapija. Prej sem že malo omenila, da vam povemo, pa je komora, pa kompresor ventilira zrak in napolni komoro, da se vzpostavi tlak, pa koncentratorji, ki dejansko vam dajajo kisik, da vi lahko dihate čisti kisik.
No, in ko sva že ta postopek opravila, vas potem preoblečemo, oziroma se preoblečete sami, na sebi imate samo spodnje perilo in potem vas posedemo na stol in vam damo maskico, da vi probate, kakšen občutek je pri tem kisiku. Dihati skozi to masko. Ja, tudi, ne. kakšen je ta kisik? Ker ta kisik je ustvarjen iz zraka, iz prostora in je dejansko bolj vlažen, bolj prijeten, bolj topel. Ni tako hladen kot recimo v bolnicah, kjer gre za vir kisika iz drugega, kjer gre za drug vir kisika. In potem probava izenačevati tlak oziroma pritisk v ušesih. Če ste se kdaj potapljal, če ste kdaj letel z avionom ali pa preprosto, ko greste v hribe, a veste, ko morate malo. Ja, da nam poči v ušesih. Mora vam pokati v ušesih, ja. In to je vaša naloga v komori. Nič drugega. Uživati, se prepustiti, se počutiti lahkotno, dihati in izenačevati pritisk v ušesih. Imamo pa različne metode. Se pravi, tako, ne? Lahko pihnete, lahko požirate slino ali pa obstajajo kakšne magične besede, čokolada. Pa mi je mečken. Tako. Ja, se pravi, samo to je potrebno. In potem se komora zapre, ko midva vse to urediva, greste v komoro, se uležete, komora se zapre in potem se začne komora napihovati. Ker je komora lahka, prenosljiva, napihljiva, ne, se mora najprej napihniti, da dobi obliko. Prej smo verjetno videli kakšno sliko naše komore, ne, da si lažje predstavljamo, kako izgleda ta naš velik bel prostor. In potem se začne tlak vzpostavljati. V naši komori greste lahko na 1,6 bara, na 1,8 bara ali na 2 bara. Če prevedem, to pomeni 6 metrov pod vodo, 8 metrov pod vodo ali 10 metrov pod vodo. 2 bara je pritisk 10 metrov pod vodo. Tako, 2 bara pomeni 10 metrov. Kot bi se potopili pod vodo, s tem, da se v naši komori potapljate na suhem. In potem, ko je komora, ko je vzpostavljen tlak, ko smo na 6, 8 ali 10 metrih, pritisnemo štoparico in posamezen tretma traja 60 minut. Se pravi, 1 uro bom preživel, ko se enkrat tlak vzpostavi. Preživite, vsekakor preživite. Udobno preživel. Udobno, lahkotno. To 1 uro. To 1 uro in potem je konec tretmaja in potem se polagoma začnemo spuščati. Se pravi, mi rečemo, da se dvigujemo zopet nazaj. In to traja, ker ta postopek dvigovanja in spuščanja pri nas je zelo pomemben, ker v teh trenutkih ne morate vi izenačevati pritisk in je treba biti stranko zelo, bi rekla, komunicirati ves čas, da se stranka udobno počuti. No in zopet traja 10 minut, da pridemo nazaj, odpremo komoro in vi pridete ven in se počutite precej boljše. In ta kisik, ki je v vašem telesu, deluje še 6 ur. Tako da običajno, včasih nam stranke rečejo, wow, zdaj imam pa jaz ful energije, jaz sem začela pospravljati, jaz sem začela ful kuhati, ali pa sem šel plesati, prehitevam v korakih. In recimo, ko so slovenski košarkaši med enim od evropskih prvenstev tukaj hodili tudi v komoro, je bila njihova energija na vrhuncu, recimo. No? Tako da en tretma traja običajno 1 uro. Ja. Zdaj pa, koliko mi boste pa plačal? Zdaj, če bi šel recimo na Manhattan, bi moral odšteti kar $400. Tam dobite še kakšno jagodko, še kakšen sokec. Recimo München, Dunaj, je tretma tam okrog €130, v Parizu 150. Kaj pa pri nas v Ljubljani? Recimo, tako bom rekla, v Sloveniji je običajno tam med 90 in 110 evri. Pa potem stranke oblikujejo razne pakete, pa ponujajo razne opcije. Tako da cena je sprejemljiva, glede na to, da ste v komori kar 90 minut. Se pravi, 1 uro čistega plus še 90 minut vse skupaj traja, da se spet zmanjšajo te bari. Dejansko 90 minut čistega kisika, s tem, da ste 60 minut pa na samem tlaku, na tistem, na katerem mora potekati terapija. Tako. Kje pa lahko to spoznamo, kje lahko pridemo do vas, kje vas najdemo, kje najlažje komuniciramo z vami?
hbot.eu ali kakšen To drug je spletni naslov? naše elektronsko mesto, tako lahko nam pišete na ta naslov info@hbot.eu in se vam bomo oglasili nazaj. Sicer pa v Sloveniji, recimo, kot sem že omenila, obstaja preko 50 oziroma smo plasirali na trg preko 50 naprav, ne samo za osebno rabo ali pa kjerkoli po svetu. Lahko greste tudi na našo kliniko v Luksemburgu, Nemčiji, na Poljskem recimo imajo ogromno klinik za avtistične otroke ali pa fitness centri. Na Cipru recimo imajo tudi, ali pa tudi v Srbiji recimo imajo aha komoro v hotelih, kjer vi lahko po neki naporni poti premagate jet lag precej lažje in hitreje. A meni se to zdi nekaj takega, kar bi zdaj vsak wellness že mogel imeti. Tudi wellnessi, vsekakor, wellness klinike, zato ker je to ali dodatna ponudba strankam ali pa del redne ponudbe. Zakaj pa ne? Pa ker ste mi ravno omenil wellness. Konec lanskega leta je dr. Šaje Frati svojo ekipo dokazal, znanstveno je dokazano, da hiperbarična kisikova terapija vpliva tudi na anti-aging. Kar pomeni, ja, lepota, ne samo lepota, tudi vse naše kognitivne funkcije, da mi lažje funkcioniramo, se pravi, da bom jaz lahko delala zdaj v tistem trenutku, ne, v mojih letih, tisto, kar sem pri 20-ih. Se pravi, on je dokazal svojo ekipo, da se telomere se lahko podaljšujejo, ker starost pomeni skrajševanje telomer. Tako. Damjana, najlepša hvala, da si nam predstavila hiperbarične komore. Mislim to, vsak maturant pred maturo, hiter naenkrat ima. Ja, za možgane, lažje učenje. Pisali, izredno zanimiva tematika. Jaz mislim, da bomo enkrat mogli kar obiskati. Vabljeni k nam, ja. Da gremo kar noter, da gremo lahko s kamero noter. Ne, to pa ne boš. Z mobilnimi telefoni in z drugimi aparati ne. To ne. Boš ti od odzunaj snemala. Bomo od odzunaj snemali. Zmenjeno. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in nam predstavili hiperbarične komore in hiperbarične tretmaje in se že veselim, da vas lahko enkrat obiščeno, da tudi sam izčutim to na lastni koži. Morda pa naša Maša ali Gala. Hvala lepa za povabilo. Hvala vam, da ste se odzvali in veliko uspeha z vašimi komorami še naprej. Mi v oglase, po oglasih bo pa z nami že Emil Ledenko in se bomo pogovarjali o mrzlih vodnih kopelih. Se gledamo.